Glejte, v Jeruzalem gremo. In nad sinom človekovim bo izpolnjeno vse, kar je pisano po prerokih. Izročen bo namreč poganom, ki ga bodo zasmehovali, z njim grdo ravnali, vanj pljuvali, ga bičali in umorili. In tretji dan bo vstal. Čeprav je Jezus vedel, da bo moral umreti za grehe človeštva, se je odločno napotil proti Jeruzalemu. Poslal je 2 izmed učencev in jim rekel, naj pripeljeta oslička. Ko je jezdil proti mestu, se je množica veselila in slavila Boga ter razglašala Jezusa za kralja zaradi vseh čudežev, ki jih je videla. Učitelj, pograjaj svoje učence. Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili. V nebesih mir in slava na višavah. Ko se je približal Jeruzalemu, se je Jezus zjokal nad mestom. O, da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, tako pa je prikrito tvojim očem. Prišli bodo nad te dnevi, ko te bodo sovražniki obdali z okopi, te oblegali in stiskali z vseh strani. V tla bodo potepli tebe in tvoje otroke v tebi. In ne bodo pustili kamna na kamnu v tebi, ker nisi spoznalo časa svojega obiskanja. Jeruzalemski tempelj se je iz kraja molitve spremenil v tržnico. Šest, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Moja hiša naj bo hiša molitve, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo. Nad moje živali gre! Ustavite ga! Ustavite ga! Pokličite stražo! Med velikimi duhovniki in prvaki ljudstva je naraščalo negodovanje, ker se je ljudstvo držalo Jezusa in ga razglašalo za kralja. Če prav razumem, ga imajo mnogi že za kralja. Kralja, beračev, vlačuk in tatov, takšne smo že videli. Pridejo, postavijo zahteve, odidejo in so pozabljeni. Ne bodi slep, sledim vsak dan več ljudi. Obožujejo ga. In mislijo, da je kralj. Naj te posvarim, če boš še naprej ogrožal mir, boš ti odgovarjal. Mogoče ima prav. Čas je, da se spopademo z njim.
Jezus je dan za dnem govoril in opozarjal pismouke in farizeje, da učijo postavo, sami pa ne živijo po njej. Nekega dne je Jezus v templju videl siromašno vdovo, ki je vrgla v tempeljsko zakladnico 2 novčiča. Ali nimaš več? Povem vam, ta uboga vdova je vrgla več kot vsi. Vsi so namreč vrgli dar od svojega preobilja. Ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela za življenje. Povej nam, s kakšno oblastjo to delaš? Kdo je, ki ti je dal to oblast? Tudi jaz vas bom nekaj vprašal. Povejte mi, ali je bil Janezov krst iz nebes ali od ljudi? Kaj naj rečemo? Če rečemo iz nebes, bo lahko rekel, zakaj mu niste verjeli? Če pa rečemo od ljudi, nas bo vse ljudstvo kamnalo. Kajti prepričano je, da je Janez prerok. Ne vemo, od koga je bil. Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam. Neki človek je zasadil vinograd, ga dal v najem viničarjem in za dalj časa odpotoval. V zato primernem času je poslal viničarjem služabnika, da bi mu dali od pridelka vinograda. Viničarji pa so ga pretepli in odslovili praznih rok. Nato je poslal drugega služabnika. Oni pa so tudi tega pretepli in ozmerjali ter ga odslovili praznih rok. Poslal je še tretjega, pa so tudi tega ranili in vrgli ven. Tedaj je gospodar vinograda dejal, kaj naj storim? Svojega ljubljenega sina bom poslal, morda bodo njega spoštovali. Toda ko so ga zagledali, so se posvetovali in rekli, ta je dedič, ubijmo ga, da bo dediščina naša. Gospod, povej nam več. In vrgli so ga iz vinograda in ubili. Kaj bo torej storil z njimi gospodar vinograda? Prišel bo in te viničarje pokončal, vinograd pa dal drugim. Kaj pomeni to, kar je pisano? Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen. Vsak, kdor pade na ta kamen, se bo razbil. In na kogar ta kamen pade, ga bo zmečkal. Učitelj, vemo, da prav govoriš in učiš. Vemo, da ne gledaš na osebo, ampak v resnici učiš Božjo pot. Povej nam, ali je v skladu z našimi zakoni, da plačujemo cesarju davek ali ne? Previdno, to je zvijača. Pokažite mi denarij. Čigavo podobo in napis ima? Cesarjevo! Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Kaj to rečeš na to? Bližal se je praznik nekvašenega kruha, ki so ga imenovali Paska. Jezus je poslal Simona, Petra in Janeza, naj pripravita velikonočno večerjo. Srčno sem želel jesti z vami to pashalno večerjo, preden bom trpel. Kaj ti povem vam, da je ne bom več jedel, dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.
Hvaljen Gospod naš Bog, kralj vesolja, ki nam daješ sad vinske trte. Vzemite to in si razdelite med seboj. Povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte, dokler ne pride Božje kraljestvo. Hvaljen Gospod naš Bog, kralj vesolja, ki daješ kruh iz zemlje. To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj spomin. Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Toda glejte, roka tistega, ki me izdaja, je z menoj pri mizi. Sin človekov sicer gre, kakor je določeno, toda gorje tistemu človeku, po katerem je izročen. Vprašaj, koga misli. Gospod, ali sem Marijas? Kdo je Gospod? Kdo bi to lahko storil? Nikoli te ne bom zapustil. Ko to govori? Nikoli. Največji med vami naj bo kakor najmanjši. In voditelj kakor strežnik. Kdo je namreč večji? Kdor sedi pri mizi? Ali kdor streže? Ali ne tisti, ki sedi? Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže. Vi ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah. Prepuščam vam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj oče, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu. In sedeli na prestolih ter sodili 12 Izraelovih rodov. Potem ni izdajalca. Simon, Simon, poslušaj. Glej, Satan vas je zahteval, da bi vas presejal kakor pšenico, jaz pa sem molil zate, da ne upeša tvoja vera, ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate. Gospod, s teboj sem pripravljen iti tudi v ječo in smrt. Povem ti, Peter, danes petelin ne bo zapel, dokler 3-krat ne utajiš, da me poznaš. Ko sem vas poslal brez denarnice, torbe in obutve, ste kaj pogrešali? Ne, prav ničesar. Kdor ima denarnico, naj jo vzame, torbo tudi. In kdor nima meča, naj proda svojo suknjo in si ga kupi. Povem vam, da se mora na meni izpolniti to, kar je pisano. Med hudodelce je bil prištet. To, kar zadeva mene, se bliža izpolnitvi. Gospod, glej, tukaj sta 2 meča. Dovolj je. Sestal se je Sinedri in razpravljali so o tem, kako bi se znebili Jezusa. Potem je Satan šel v Juda, ki se je imenoval Iškariot in je bil eden izmed 12. S starešinami se je dogovoril, da bo izdal Jezusa. Jezus pa je zapustil Jeruzalem in šel na Oljsko goro moliti. Molite, da ne pridete v skušnjavo. Juda Iškariot je izdal Jezusa za 30 srebrnikov. Jezus je vedel, da se bliža ura njegove smrti za grehe človeštva in je molil.
Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene. Toda ne moja volja. Tvoja volja naj se zgodi. In prikazal se je angel iz nebes, da bi ga krepčal. In njegov pot je postal kakor velike kaplje krvi, ki padajo na zemljo. Kaj spite? Vstanite in molite, da ne pridete v skušnjavo. Juda. S poljubom izdajaš sina človekovega? Gospod, naj udarimo z mečem! Dajmo, primimo ga. Nehajte, dovolj je. Čudaš. Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli. Dan na dan sem bil med vami v templju in niste vzdignili rok nad menoj. Toda to je vaša ura. In oblast teme. Primite ga. Dobro ga stražite. Vojaki so ga odpeljali na dvorišče in ga zasmehovali kot judovskega kralja. Tukaj je kraljevski plašč! Prerokuj, kdo te je udaril. Ali nas boste rešili, vaša visokost? Nas boste rešili? Tudi ta je bil z njim. Ne poznam ga, žena. Videla sem jo skupaj. Tvoji ponižni služabniki. Kako si kaj zdaj, ko nisi več glavni? Tudi ti si eden izmed njih. Človek nisem. V resnici je tudi ta bil z njim. Saj je vendar Galilejec. O, pojdi proč. Človek, ne vem, kaj praviš. Jezus se je obrnil in pogledal Petra.
Tedaj se je Peter spomnil Gospodove besede, kako mu je rekel: Preden bo danes spetel in zapel, me boš ti 3-krat zatajil. Gospod, rekel sem, da bom ostal s teboj in umrl zate, zdaj pa sem te zavrgal in zanikal, da te poznam. Ti, ki si odpustil našim očetom, ko so se upirali tvoji besedi. Ti, ki si bil jezen nanje, a jih nisi pokončal. Zaradi svoje ljubezni do njih, svoje zaveze in zvestobe si jim prizanesel. Prerokuj, kdo te je udaril. Prerokuj? Kdo bo naslednji? Nehajte. Nehajte, sem rekel. Privedite ga pred veliki zbor. Pojdi! Starešine in voditelji ljudstva so se zbrali, da bi zaslišali Jezusa. Povej nam, če si ti Mesija. Če vam povem, mi gotovo ne boste verjeli. In če vas vprašam, mi gotovo ne boste odgovorili. Toda odslej bo Sin človekov sedel na desnici Božje moči. Ti si torej Božji sin. Vi pravite, da sem. Kaj nam je še treba prič? Kaj se mi zdi? To je bogokletje. Kot njemu oblast, da tako Kaj se vam zdi? To je neverjetno. Zakaj priča? To je bogokletje. Seveda bogokletje. Kaj se vam zdi? Mi sami smo slišali, kaj je rekel. Odpeljali ga bomo k Pilatu. Prav s njim. Veljite ga. Prav s njim. Gremo. In Jezusa so odpeljali pred Poncija Pilata, najbolj pokvarjenega med rimskimi prokuratorji, ki je bil osebno odgovoren za križanje tisočev. In kaj bi radi ob tej jutranji uri? Tega smo zalotili, da hujska naš narod. Povzročil je nemir v tempeljski tržnici. Kakšno kazen zasluži? Odsodi ga! Nobene krivde ne najdem na tem človeku. Spoznali smo, da je kriv. Brani cesarju dajati davke, ter pravi, da je Mesija. Kralj! Kralj? Si ti judovski kralj? Ti praviš. Začel je v Galileji, zdaj pa je prišel sem. V Galileji? Je ta človek Galilejec? V tem primeru naj Herod opravi z njim. Še vedno je v Jeruzalemu, kaj ne? Peljite ga k njemu! Kdo praviš, da si? Kdo so tisti, ki jih imenuješ učence?
Mnogi pravijo, da delaš čudeže. Naredi kakega zame. Gospod, ves narod je zavajal. Sam sebe imenuje za kralja. Ta človek? Kralj? Ha, 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 ha. Vaša visokost. Dobro ga obdelajte. Peljite ga k Pilatu, to je njegova provinca. Ta človek ni storil nič smrti vrednega. Kaznoval ga bom torej in izpustil. Za praznik nam vendar moraš nekoga izpustiti. Izpusti nam Baraba. In proč s tem človekom? Da, izpusti nam Baraba. Križaj ga! Da, križaj ga! Ti, prebičaj ga! Kaj še čakaš, Pilat? To je Jezus! Zakaj ga tako počnete? On je Mesija! Nič hudega ni storil! Dvignite ga. Oni pa so še vedno na ves glas kričali in zahtevali naj ga križa. Pilat je razsodil, naj se izpolni njihova zahteva. Izpustil je Baraba, ki je bil vržen v ječo zaradi upora in umora, Jezusa pa je izročil njihovi volji. Stran! Gremo stran! Proč gremo stran! Odite s poti! Proč od njega! Stran! Proč! Nazaj! Pojdi s poti! Prosto! Stran! Ti, stran s poti! Zgani se, če ti rečem! Stani! Stani! Ti! Kako ti je ime? Simon iz Cirene, gospod. Stopi sem. Prerežite vrvi. Ne si zdaj. Dajmo, zgani se. Zdaj. Zdaj. Pusti ga. Gremo, ti!
moč! Jokamo zate, gospod, jokamo. Popi, gospod, popi. Popi tole. Hčere Jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, jokajte nad seboj in nad svojimi otroki. Kaj ti čez zelenim lesom delajo tako? Kaj se bo zgodilo s suhim? Bog ti pomagaj. Molili bomo zate. Zgani se! Sam dol, dajmo! Gremo! Daj hitreje, ti! Zgani se! Pred, dajmo že! Hitreje! Daj no! Zgani se! Pojdi zdaj naprej! Hitreje! Gor z njim! Oče, odpusti jim. Saj ne vedo, kaj delajo. Druge je rešil. Ne reši sebe. Ja, reši se, če si Mesija. Stopi dol z križa. Pokaži nam kakšen čudež. Bil je križan med dvema razbojnikoma, da se je izpolnilo, kar je bilo po božjih prerokih napovedano pred mnogimi stoletji. To ni navadna mistična obleka,
Hej, pusti to! Natrgaj obleke! Poslušajte! Žrebajmo za njo! To je pošteno. Svrš. O, ti srečnež! Kaj bo zdaj z njo, ko si jo zadev? Nad njim je bil tudi napis: To je judovski kralj. Reši se, če si judovski kralj. Ali nisi ti Mesija? Reši sebe in naju. Ali se ti ne bojiš Boga, ko si v isti obsodbi? Ta pa ni storil nič hudega. Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. Resnično povem ti, danes boš z menoj v raju. Bilo je že okrog 6. ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do 9. ure, ker sonce ni dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Ko je stotnik videl, kaj se je zgodilo, je slavil Boga rekoč: Slava Bogu, zares, ta človek je bil pravičen. Jožef iz Arimateje, dober in pravičen član Sinedrija, ki se ni strinjal s to usmrtitvijo, je od Pilata dobil dovoljenje, da pokoplje Jezusovo telo. Pokopati ga je hotel, preden se zvečeri.
Z dišavami bomo mazilile Gospodovo telo. Pomagal bom. Pohitite, kmalu bo sobota. Odšle so domov in pripravile dišav za telo. Prvi dan v tednu so šle na vse zgodaj k grobu. Seboj so nesli dišave, ki so jih pripravile. Kamen so našle odvaljen od groba in stopile so noter. A telesa Gospoda Jezusa niso našle. Kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obojen. Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji. Sin človekov mora biti izročen v roke grešnih ljudi, mora biti križan in tretji dan vstati. Poslušajte, kamen je bil odvaljen. Stopile smo, toda telesa Gospodovega ni bilo. Kaj? Gospodovo telo je izginilo. In prikazala sta se nam dva moška, v bleščečih oblekah in rekla: zakaj iščete živega med mrtvimi? Res je. Verjemite nam. Verjemite nam. Videli smo ju, pojdite in poglejte. Grob je bil prazen, naš Gospod je izginil. Peter, moraš nam verjeti. Jezus se je prikazal dvema učencema. Navdušena sta se vrnila v mesto in o tem pripovedovala učencem. Gospod je zares stal. Prikazal se je Simonu. Med potjo ga sploh nisva spoznala. Takrat sva ga, ko je razlomil kruh. V Emausu. Čudno, da je šel tja. Mir vam godi. Kaj ste preplašeni? In zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte, moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in poglejte. Kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz. To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas. Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih. Tako je pisano. Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih. In v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, kar se bo začelo v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči. In glejte, jaz pošiljam na vas obljubo svojega očeta, vi pa ostanite v mestu, dokler ne boste odeti v moč z višave.
Gospod naj vas blagoslovi. Dana mi je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. In učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In jaz sem z vami vse dni do konca sveta.